Management uspešnosti v angleški literaturi poimenujemo performance management. Gre pravzaprav za ravnanje s posamezniki in skupinami v podjetju, ki naj vodi v večjo uspešnost podjetja. Skozi aktivnosti menedžmenta uspešnosti zagotavljamo, da se med zaposlenimi vzpostavlja skupno razumevanje smeri in načina delovanja podjetja, ustrezno vodenje in koordinacija ljudi v podjetju, možnosti njihovega strokovnega in poklicnega razvoja in podobno. Menedžment uspešnosti naj bo v podjetju vzpostavljen formalno in naj ne poteka ad hoc, brez formalnih struktur in brez sistemov. Omogoča naj ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih, kar s tujko poimenujemo performance appraisal, ter povratno informacijo o njihovi dejanski uspešnosti. Pri tem je seveda treba biti previden, saj nikakor ne smemo pozabiti povezanosti menedžmenta uspešnosti s človeškim kapitalom. Predvsem to velja za zavezanost podjetju in identifikacijo s poslanstvom podjetja ter njegovimi vrednotami in tudi vizijo. Brez teh sestavin človeškega kapitala posamezniki, še tako vešči in koordinirani, ne bodo uspešni. Ko razmišljamo o menedžmentu uspešnosti, velja izpostaviti 3 ravni njegove implementacije. Kot smo že omenili, mora biti povezan z osnovno filozofijo poslovanja podjetja, torej z želenim vedenjem in dolgoročnimi usmeritvami in s tem z vrednotami, prepričanji, poslanstvom, pa tudi strategijo in vizijo. Ta povezanost se mora odražati predvsem skozi cilje, ki so kot druga raven tudi osrednji dejavnik menedžmenta uspešnosti. Vedenjska teorija in ciljno vodenje določata naravo menedžmenta uspešnosti. Tretja raven menedžmenta uspešnosti pa so prakse menedžmenta človeških virov, ki na operativni ravni podpirajo njegovo izvajanje ter omogočajo ocenjevanje delovne uspešnosti in vse ostale potrebne aktivnosti. Poleg procesa postavljanja ciljev umeščamo v ta kontekst tudi načrtovanje razvoja in usposabljanja, ocenjevanje delovne uspešnosti, izrekanje redne povratne informacije, nagrajevanje glede na rezultat ter dolgoročno razvojno načrtovanje. Cilji in njihovo postavljanje predstavljajo eno od najpomembnejših sestavin menedžmenta uspešnosti. Pogosto se govori o tako imenovanih SMART oziroma pametnih ciljih. Cilji naj bi bili torej specifični, natančno opredeljeni in tako razumljivi vsem, merljivi, kar pomeni, da vsebujejo količinske ali kakovostne mere in standarde. Morali bi jasno opredeljevati potrebno akcijo za njihovo uresničitev in biti pri tem dejansko uresničljivi in realni. Pomembna dimenzija dobro opredeljenih ciljev je tudi njihova časovna opredelitev, torej kdaj in do kdaj je treba nekaj uresničiti. Ker živimo v čedalje bolj dinamičnem, stalno in hitro spreminjajočem se svetu, pa takšno, večinoma statično določanje ciljev ni vedno najboljša rešitev. Zaradi tega se v literaturi pojavljajo še dodatne zahteve, kakšni naj bi bili cilji in njihovo postavljanje. Tovrstna razmišljanja izpostavljajo, da morajo podjetja stalno preverjati svoje okolje in če se slednje spremeni, velja, da se naj preveri in po potrebi spremeni tudi cilje. Da bi bili cilji, ki se utegnejo spreminjati, zaposlenim res jasni, morajo vsebovati jasne opise, deskriptorje, kaj naj bi zaposleni naredili, da bi cilj uresničili, pa tudi, kaj naj bi pri tem dosegli. Literatura izpostavlja še pomen vzpostavitve sistema rednega pregleda sistema ciljev in njihovega prilagajanja spremembam v okolju. Poudariti velja še sisteme ciljev oziroma indikatorjev. Kot ste verjetno slišali že pri drugih predmetih, se v praksi in teoriji izpostavlja sistem uravnoteženih kazalnikov oziroma angleško Balanced Scorecard. Najbolj znan sistem je Kaplanov model, ki svetuje, da podjetje spremlja organizacijsko, skupinsko ali posameznikovo uspešnost 4 vidikov. Poleg finančnega vidika še z vidika strank, notranjih procesov ter vidika inovacij in učenja. Podobne pristope smo omenjali tudi, ko smo se pogovarjali o merjenju intelektualnega kapitala, na primer pristop Skandije navigatorja.
Na tem mestu bi omenil še sistem postavljanja in spremljanja ciljev, rezultat, aktivnosti, kompetence, RAK, ki izhaja iz konzultantskega okolja. Model uvaja idejo postavljanja 3 vrst med seboj vzročno-posledično povezanih ciljev. Torej, postavljanje in uresničevanje ciljev na ravni aktivnosti vodi do postavljanja in uresničevanja ciljev na ravni rezultatov. Da pa bi nekdo bil zmožen dosegati cilje na ravni aktivnosti, zato potrebuje doseči določene cilje na ravni kompetenc. Takšen sistem ciljev uvaja idejo prepoznavanja vzročno-posledičnih povezav med kompetencami, aktivnostmi in rezultati, ter iz tega izhajajočega načrtovanja poklicnega in strokovnega razvoja. Skratka, šele posameznik ali skupina, ki nekaj zna, lahko izvaja prave aktivnosti na pravi način, slednje pa potem vodi v doseganje ustreznih rezultatov.